Danes imamo tak eksperimentalen video, namreč pri City Magazine že kar nekaj časa ustvarjamo take kratke video prispevke, ki jih objavljamo na YouTube pa na naši spletni strani. Jaz sem nekako dobil idejo, da svojim sledilcem zadeve predebatiram enkrat na teden. Pogledamo si teh 7-8 video posnetkov oziroma kratkih klipov, stvari, ki so nas v našem uredništvu v tem tednu, torej v preteklem tednu, najbolj navdušile, za katere smo se vzeli čas, naredili kratke video posnetke in voice over čez njih. Zdaj, valjda vse, kar bo tukaj noter, ti najbrž ne bo 100% všeč. Ampak, zato imaš pa tudi možnost, to mogoče YouTube, pa tudi kakšna druga platforma, da tam le vidiš, ko so pikce na timelineu, zadeve preskočiš. Če te pa kakšna stvar še bolj zanima, kakor boš slišal v samem videu, imaš pa možnost spodaj klikniti na povezave do člankov, kjer je ful več informacij. Namreč tam noter dobiš tudi linke, kjer lahko te izdelke kupaš in tako naprej. Tako da danes je bolj kot ne eksperiment. Jaz bi se želel predvsem z vami pogovarjati o tem, a vam je to vrstnem formatu všeč, pa kakšne novice bi želeli, da jih mogoče enkrat na teden predstavim. Predvsem je pa to namenjeno vse tistim, ki ste v srcu hedonisti, pa imate radi ful lepe stvari, kot je naše uredništvo, ki večinoma skuša za vas najti stvari, ki jih drugi ne najdejo. To je naš moto. Prepišemo o stvarih ali pa celo zdaj produciramo videe o stvarih, o katerih drugi teh videov ne bojo producirali, ker so mogoče malo nične ali pa zelo hedonistične. Tako da danes imamo, moram si prebrati, ker je ful enih stvari, eno hudo bajto, en ultra dober nahrbtnik za urbane nomade, en kos Bentleyja, en hud pameten telefon, enega Francoza, no dobro, ok, tole bomo mogli razčistiti, en dober zvočnik, za na konec imamo pa še enega Porsche. Res so te teme mičkan moške ta teden, ampak jaz sem bil tisti, ki sem težil okoli teh videov, jaz sem odrejal, da se zadeve naredijo in pol je to tako ratalo, da je zelo moško. Bom pa obljubim sam pri sebi, da bom sledilkam namenil naslednji teden bolj ženske teme. Sliši se, kot ena mineštra, res smo italijanska župa, vrgli smo ful enih stvari noter, ampak mislim, da vam bojo ful všeč. Tako da, najprej pojmo pogledati eno ultra hedonistično bajto na Ibici. Če bi lahko zbral, pa če bi imel neomejena sredstva, bi bila to po moja sanjska hiša ali pa hiša, ki bi se jo dal zgraditi, po moje bi pa tudi pasala na okolje krasa. Tako da, pojmo pogledati. Španski arhitekturni biro Galador Lopis Arquitectos je zgradil linearno dvonadstropno rezidenco na španskem otoku Ibiza. Kot že samo ime pove, je hiša grajena okoli 3 dreves. Hiša se ponaša s prostornimi in odprtimi prostori, ki zamegljujejo delitev hiše na notranji in zunanji prostor. Ker je parcela obdana z drugimi hišami in nima posebno lepega razgleda, so se arhitekti odločili, da mora hiša ustvariti svojo notranjo pokrajino. To so dosegli z vrsto teras, ki nudijo prijeten pogled na vrt in zelenico. Stavba je bila zasnovana tako, da zagotavlja zasebnost in ščiti pred pogledi sosedov. Arhitekti so odstranili dele konstrukcije, da bi ustvarili terase na različnih nivojih. Zunanji prostori, značilni za mediteransko arhitekturo in življenjski slog, tvorijo rastlinsko območje 3 dreves. Cipresa, oljka in vrba dajo značilen karakter zunanjemu prostoru, pa tudi notranjim, ki jih obdajajo. Na zadnjem delu hiše nad bazenom stoji dinamična konzolna konstrukcija, ki zagotavlja zasebnost in ščiti pred vročim poletnim soncem. Pritličje vsebuje bivalne prostore, tako je dnevni prostor blizu vhoda, kuhinja in jedilnica pa se zlivata na teraso na zadnji strani. Drsna steklena vrata omogočajo, da je v toplejših mesecih notranji prostor mogoče razširiti tako, da vključuje bazen in sosednjo dnevno sobo. Zgornja etaža pa je bolj zaprtega tipa in vključuje 4 spalnice. Stopnišče povezuje zgornja nadstropja s kletjo, kjer se nahaja garaža, telovadnica in pralnica.
Celoten projekt je zasnovan z mešanico grobih tekstur kamnitih zidov in gladkih belih površin, ki jo dopolnjujeta steklo in les. Tako doseže hiša ravnovesje med tradicijo in sodobnostjo. Zdaj, jaz moram priznati, da bi se v to hišo čisto komot preselil. Po moje bi zamenil žensko, pa bi si mislil, ker moja skandinavko. Jano, ki je tudi posadila glas za ta video. Tako da prvič odprl je uspela to posneti, posnela je pa to na telefon in mislim, da gre ful dobro, tako da dajmo malo spodbuditi en aplavz. Bravo, Janja. Ok, gremo naprej takoj, da ne bomo zgubljali vašega dragocenega časa. Dajte se subscribati na moj channel, pa na channel City Magazine, dam povezavo v spodaj, pa dajte predvsem komentirati. No. Če vam je kaj všeč, mi dajte komentar v spodaj stisniti. Meni bo to ful pomenil, vedel bom, kaj si mislite. Gremo zdaj pogledati eno zadevo in sicer nahrbtnik, katerega proizvajalci obljubljajo, da je nahrbtnik, ki ga boste imeli cel life, pa za vse priložnosti. Torej najbolj univerzalen nahrbtnik na svetu ta hip. Pojdimo pogledati. Kaj je popoln nahrbtnik za urbanega nomada? To vprašanje si je postavila agencija Lucid, ki je pod blagovno znamko Tropicfil zapakirala najbolj vsestranski nahrbtnik vseh časov, ter ga poimenovala Shell. Tako je na trgu ponudila popolnoma edinstven izdelek z najboljšo uporabniško izkušnjo. Projekt se je začel s poglobljeno študijo uporabnikov, ki je ugotovila, katere predmete ljudje vzamejo s seboj na vse vrste potovanj, v pisarno ali na študij, na krajši vikend ali na daljša potovanja. Z jasno opredeljenimi izhodišči so v podjetju Lucid začeli s konceptualizacijo nahrbtnika, da bi na najbolj urejen in priročen način zagotovili super funkcionalnost. Tako se je rodil praktičen, pameten in prilagodljiv nahrbtnik Shell. Ta vam omogoča, da vse, kar rabite za dvotedensko potovanje na drug konec sveta, zapakirate van in prihranite do 20% prostora. Nastavljiv je na 3 velikosti, 22, 30 in 40 litrov. Množica dodatkov pa omogoča, da si nahrbtnik popolnoma individualizirate glede na vaše potrebe. In cena? Dobre stvari nikoli niso poceni. Tako se nahrbtnik Shell prične pri 219 evrih, seveda brez prepotrebnih dodatkov. Kar je zanimivo je, da imate na nahrbtnik življenjsko garancijo, tako da bo to vaš zadnji in edini nahrbtnik v vašem življenju. Zdaj, kad ti nekdo da življenjsko garancijo za nekaj, ne, to je že kul. Tako da v spodaj imate link do članka, pejte pogledat, pa mogoče zadevo tudi nabavite. Video številka 3, ne, je pa en avto, ne, ki s svojim izgledom pove, da je drag kot pes, smrdi po kešu in to je valjda Bentley Continental GT. Letos ima pa še eno dodatek oziroma eno besedico Speed in v čem je fora v naslednjem videu. Oseba, ki se je za svoj avtomobil izbrala Bentley Continental GT, jasno sporoča, da ima denar in da želi slednjega pokazati. Redko kateri kupe tako bohti od prestiža in sloga. Letos so blagovni znamki Continental GT dodali še besedo Speed, s katero išče ekstra dinamične voznike med svojimi prestižnimi kupci. Ampak najprej v legendi. Bentley Continental GT, ker že samo ime pove bistvo, torej gre za Grand Tourer, ki prečka celino in je bil sedaj namenjen ležernim potovanjem s kreditno kartico. Z oznako Speed pa na novo definira dinamiko tega velikega kupeja.
Ta prihaja v obliki 4-kolesnega krmilnega sistema in elektronskega diferenciala. Pri nizkih hitrostih se zadnja kolesa obračajo v nasprotni smeri kot prednji del, kar omogoča ostrejši zavoj. Pri višjih hitrostih se zadnja kolesa obračajo v isto smer, kar omogoča stabilnejše manevriranje pri visokih hitrostih. Značka Speed pa pomeni tudi poseg v motorni del 12-valjnik. Tako so moč povečali 626 na 640 konjskih moči, pospešek pa je sedaj slabih 3,5 sekunde do 100 km/h. Ko smo ravno pri številkah, naj ne vržemo, da tovarna navaja podatek za najvišjo hitrost, ki znaša kar 334 km/h. Za vstopni model Bentley Continental GT Speed boste morali pokazati okoli 230 tisoč evrov na svojem računu, kar je za tovrsten brezčasen kupe niti ne tako velik znesek. V svetu svežih kriptomilijonarjev pa le slabih 5 bitcoinov. Valjda se nisem preveč obljubljal, ne? Zdaj si pa predstavljaj, da ta kos pleha rab 3 sekunde pa pol do 100, ne? Tale V12 motor pa ta prav zvok, ne? Pa se niti ne zamika, da bi imel elektriko, ampak ja, tisti, ki imamo radi, prihaja še na električen avto na koncu tega videa, tako da ostanite, je pa električen karavan, tako da, ja, karavan. Prav si slišal. Zdaj gremo pa k menših tem, ne? Večino mojih videov, pa zelo veliko mojih videov je o tehnologijah in ta teden je bila ena posebna premiera telefona, ki je tam med top 3 oziroma 4 telefoni leta, ki se pozornost celotne svetovne javnosti obrne v eno smer in je vsaj za uro ali pa dve takole zmrznjena za ekrani. Tokrat je bila video tiskovka. Jaz sicer aparata nisem dobil še v roke, sem pa pripravil, mislim, da okoli 5-minuten video, tako da OnePlus 9 Pro sledi zdaj. Pa ga bomo pa malo pokomentirali. Moje ime je Jan in to je 10 stvari, ki jih moraš vedeti o novem OnePlus 9 Pro. Prva stvar, Best Buy. Vsi, ki se spomnimo začetka blagovne znamke OnePlus, vemo, da so leta kraljevali v razredu telefonov okoli 600 evrov. Tam so enostavno ponudili najboljše razmerje med vrednostjo in ponujenimi lastnostmi in bili absolutni prvaki srednjega razreda, tako imenovani Best Buy. A Kitajci s tem niso bili zadovoljni. Želeli so več in kmalu so izdelovali telefone v razredu 800 evrov, ki so se popolnoma približali najboljšim premijskim telefonom. In to zgodbo na nek način nadaljujejo tudi letos. Druga stvar, tik pod vrhom. OnePlus se je svojim vodilnim telefonom leta uvrščal tik pod vrh, a vedno mu je manjkalo tisto nekaj. Mnogi so mu očitali povprečen sistem kamer, ki je bil dober, a ne najboljši. Mnogi so mu očitali manjko kakšne lastnosti, ki je v premijskem razredu logična, a to letos popravljajo. Tretja stvar, mnogo kje skoraj najboljši. OnePlus je bil vedno znan, da pripravi izjemno hitre telefone, ki so na vseh testih telefonov vedno izjemno visoko. Znan je bil tudi po tem, da je na področju zaslonov vedno ponudil najbolj svežo tehnologijo in hkrati je bil znan po tem, da je omogočil izjemno hitro polnjenje baterije. Na vseh teh področjih je še vedno odličen. Četrta stvar, oblikovanje. Dizajn novega OnePlus 9 je konzervativen in nič kaj presenetljiv, celo nekoliko preveč baročen za telefone, ki so od nekdaj veljali za zelo minimalistične. Zdi se, kot da je dizajn izpred nekaj let in da nismo leta 2021. Sistem 4 kamernih haptičev je sicer lepo oblikovan in ne preveč izrazit. Sprednji del pa je tako ali tako ploskev, preveč izrazito z zaobljenimi robovi in izrezom za kamero. Oblikovanje se nekako izgublja v sivem povprečju kitajskih telefonov, ki vse preveč stavijo na prelivanje barv in določene že rahlo kičaste prijeme, kar je tudi odmik od tega, kar je predstavljala ta znamka v preteklosti. Veljala je namreč za najbolj izčiščeno znamko, kjer ničesar ni preveč. Peta stvar, sodelovanje z Hasselblad. OnePlus je po vzoru Huawei in Leica sklenil 3 leta sodelovanja z blagovno znamko Hasselblad. Ta je tokrat posodil le znanje o barvah in procesiranju. V prihodnosti pa naj bi sodelovali tudi pri razvoju strojne opreme in podpornega programa. S tem pa bo OnePlus pridobil na kakovosti ključne lastnosti pametnih telefonov.
in to je fotografija. Po prvih vtisih mnogih preskuševalcev na spletu fotografije po pričakovanju tokrat ne odstopi pretirano, je pa v stiku z najboljšimi, kar je morebiti le ni to, kar smo pričakovali od tega sodelovanja. Sistem glavnih kamer tvori 4 leče z največjim senzorjem kar 50 MP, o kamerah kdaj drugič. Šesta stvar, zaslon. Zaslon telefona je zopet nadpovprečen v tehnologiji Fluid 2 AMOLED velikosti 6,7 palca ter z možnostjo osveževanja kar 120 Hz. Je pa to osveževanje dinamično. To pomeni, da je pametno in se prilagaja vsebini na zaslonu. Torej, če igrate igrico, bo izkoriščal vseh 120 Hz, če pa le obiskujete spletne strani, pa bo to delovanje prilagodil. Sedma stvar, hitrost. OnePlus je vselej stavil na benchmark teste in pripravil telefone, ki so se redno vpisali v sam vrh lestvic hitrosti telefona. Tudi tokrat niso varčevali. Srce je Snapdragon 888, ki mu družbo dela 8 ali 12 GB delovnega spomina UFS 3.1. Hramba podatkov je 128 GB ali 256 GB. Osma stvar, hitro polnjenje in baterija. Baterija je sicer popolnoma povprečna in le 4500 mAh, se pa da hitro polniti s priloženim polnilcem za kar 65 W. Hkrati pa seveda omogoča ekstra hitro brezžično polnjenje s kar 50 W, a zato potrebujete poseben brezžični polnilec proizvajalca. Deveta stvar, drobnarije. Pred vodo je zaščiten s standardom IP68. Ima klasičen headphone jack ter stereo zvočnike. Zaslon pa ščiti Gorilla Glass. Deseta stvar, cena. OnePlus 9 Pro je s ceno okoli 899 €, vsekakor ni več srednje razredni telefon, temveč cilja v razred više. Tem pa znamka nekako izgublja fokus izdelovalca dobrega telefona za normalen denar in vse bolj stopica po stopinju s Huawei, ki ima praktično isto poslovno politiko. Je pa treba poudariti, da je pravzaprav v naših očeh zmagovalec model brez oznake Pro, ki ponuja praktično vse za 200 € manj, torej za ceno 699 €, o čemer je vredno dobro razmisliti. Manjka mu namreč le makrokamera, ki je tako ali tako ne boste uporabljali, ostalo pa je praktično identično. Torej, pravi zmagovalec je pravzaprav model OnePlus 9 in slednji je tudi naš pretendent za najboljši telefon v srednjem razredu. Ne? Kul telefon, vse kul, sam kar ni kul ali pa kar čisto res ni kul, ni njegova cena kul. To je telefon skoraj že Jurija. In dajmo si priznati, Jurija je pa že Samsungov telefon. Tako da tukaj so malo pihnili po OnePlus. Moram pa reči, da mi je model, ta One 9, ne Pro, ful bolj všeč in se mi zdi, da je tako prav value za tvoj denar. Tako da, če te zanima, klikam spodje članek, tam so tudi povezave do nakupe, prednaročila na Amazonu so pa že odprta, mislim pa, da telefon 28 začne pošiljati. Tako da, kva nam še ostalo? Ostal nam je najbolj pomemben francoski avto leta, gre za Peugeota 308. Jaz moram reči eno stvar, da so meni Peugeoti vedno bolj všeč, do zadnja leta res delajo avtomobile, za katerimi pogledam, imajo čisto samo svoj slog in tudi lej. Tako da jaz mislim, da je to eno od tistih znamk, na katere morate biti pozorni, pa tudi nekakšen kork te znamke sprejeti takšen, kakor še ne. Zdaj pa pojmo pogledati najbolj pomemben francoski avto leta 2021, Peugeot 308. Peugeot je predstavil prve informacije o novi generaciji njihovega kompaktnega modela 308, ki je hkrati prvi model blagovne znamke Peugeot, ki nosi povsem nov logotip. Na splošno je nov oblikovni slog zadnjih generacij Peugeot zelo zanimiv in se poda tudi najnovejšemu članu. Oblika karoserije izpade izjemno dinamična in športna. Nezmotljiv pa je tudi izjemno privlačen svetlobni podpis, ne le prednjega dela, temveč tudi zadka.
Tudi notranjost je povsem nova in prinaša nov 10-palčni digitalni iCockpit, ki je v najbogatejši opremi GT na voljo tudi v 3D tehnologiji. Na paketu Allure pa obstaja možnost programiranja fizičnih tip za upravljanje po željah voznika. Okay, Peugeot, call Fred. Calling Fred. Novi 308 je za 11 cm daljši in za 2 cm nižji od predhodnika. Prtljažnik pa je nekoliko manjši in ima prostornino le 412 litrov. Novi 308 ponuja dva bencinska motorja 110 in 130 konj ter enega dizelaša. Možen pa je tudi 8-stopenjski avtomatski menjalnik. Novost pa je priključni hibrid 180 ali 225 konj. Kako pak je novi Peugeot 308 opremljen z vsemi najnovejšimi varnostnimi sistemi, pa tudi sistemi za asistenco voznikov. Na naš trg bo prispel do konca letošnjega leta po nekoliko višjih cenah od sedanjega modela. Cool. Meni je ful všeč zadek, meni so ful pomembne riti pri avtomobilih. Ne vem zakaj, mislim, če avto nima res lepe riti, sploh ne razmišljam o tem, da bi avto imel. Ta svetloben podpis v zadnji se mi zdi mega. Pa še ena stvar, ki mi je ful padla v oči, je ta ful velik ekran. To je pa zdaj že skoraj televizija v avtomobilu. Tako da, ful dobro. Zdaj pa ena super tema. Bliža se poletje, bližajo se pikniki in vsi bomo preživljali veliko časa ozunaj in včasih nam bo pasalo, da malo poslušamo glasbo. Sonos, blagovna znamka, zlišče znano, specialist za zvok, ki dela ultra drage domačne audio sisteme, predstavlja en tak ne zelo drag zvočnik, stane 169 €, je pa vodotesen, polne se brezžično, pa za 10 ur baterije ima, pa vržeš ga lahko v vodo. Tako da, mislim, kaj bi še lahko od brezžičnega zvočnika pričakoval, tako da pojmo to pogledati. Sonos Roam je prvi poskus znamke Sonos, da v majhen paket zapakira vso svoje znanje o zvoku. Tako so pripravili komaj 16 cm visok zvočnik, ki je vodoodporen, baterija drži celih 10 ur in se polni tudi brezžično. Poleg vsega tega pa obljubi tudi pregovorno kvaliteto zvoka te znamke. Seveda ima vgrajene mikrofone, ki jih sliši tako Google Assistent kot tudi Alexa. Zvočnik Roam pa se bo brez težav povezal z vašim domačim zvočnim sistemom Sonos in postal del celote. Seveda, zadeva ni poceni. Za tovrsten zvočnik boste namreč morali odšteti 169 €. Valjda, da nisem preveč obljubil, ne? Ultra seksi zvočnik. Ful dober, meni je ful všeč in po mojem ena od stvari, ki jih bom tudi sam nabavil. Zadeva se sicer še ne dobi, no, pri trgovcih, mislim, da bo pa kmalu tako, da spet pod videom imaš link, ne, pa če te bo zamikal, tam se bo tudi pojavil ta zvočnik slej kot prej na Amazonu, tako da jaz večino stvari tam kupujem, zato ker so navadno ali pa ponavadi nekaj ceneje. Zdaj nam je ostala pa še ena stvar, ne. Nekaj, kar mene totalno navdušuje, ne. Če združiš blagovno znamko Porsche, pa rečeš električni avto, pa rečeš zraven še karavan, ne, kaj dobiš pol? Ja, potem dobiš Porsche Taycana Cross Turismo, en tak malo dvignen karavan, ki je hkrati, karavan, ki je hkrati električen, tako da, pojmo pogledati, ker pač Porsche pa Jan, pojmo. Porsche od nekdaj izdeluje sanjske avtomobile, namenjene metroseksualcem in hedonistom. Mnogi poskusi, da naredijo zanimiv družinski avtomobil, pa so bili uspešni le v svetu SUV-ov. Tokrat je Porsche obrnil ploščo in nam razkril izjemno uporaben avtomobil. Združuje vse lastnosti limuzine Porscheja Taycana ter doda nekaj praktičnosti, ki jo pričakujemo od avtomobila, ki ima nekoliko podaljšano streho in bolj presekan zadek, v skoraj karavanski obliki. Stoji 20 mm višje od običajnega Taycana
in še za dodatni centimeter več, če izberete različico Offroad Design. Porsche Taycan pa modelu cross turizmu doda tudi namenski način vožnje po slabih površinah, kot je makadam. Tako, da dvigne vzmetje in spremeni sistem nadzora stabilnosti in sistema upravljanja navora za boljši oprijem na tovrstnih podlagah. Ljudje iz Zuffenhausena priznavajo, da karavan ni bil zasnovan kot terenec, ki se plazi po skalah, vendar je zaradi prilagoditev izjemno uporaben tudi na slabših površinah. Tako kot športna limuzina Taycan, novi Taycan Cross Turismo uporablja inovativni električni pogon z 800-voltnim sistemom. Tako se moč giblje od 300 do 625 konjev. Ima pa kakopak tudi možnost overboosta do vse 761 konjev. Cene za Taycan Cross Turismo se začnejo okoli 100.000 evrov in seveda lahko končajo tudi enkrat više. Vse je seveda v rokah konfiguratorja in vaše denarnice. To je bilo to za ta teden. Dajte kliknite zvonc, se ne vem, po moje tukaj dol. Zvonc, pa naročite se, pa subscribite se, pa pejte tudi na City Magazine, pa se tam subscribite, ker tam je ful malo followerjev. Ja, pa se vidimo naslednji teden. No. Predvsem bi si pa želel vaših iskrenih komentarjev, kaj je prav, pa kaj je narobe. Pa če vas take stvari sploh zanimajo, pa kaj bi še radi videli. V bistvu na nek način en del vsebine, ki je tudi zaradi te trenutne COVID situacije ne moramo ustvarjati v tisku, prenašamo na internet in valjda pač vaše mnenje je meni najbolj pomembno in dajte mi pomagati, da zadeve spravim skozi, pa da vam pokažem kaj lepega, predvsem bom pa poslušal vas, ker ste mi toliko veliko dali v zadnjem obdobju. Se vidimo. Čau. A v redu? Ja, modri. To pa že... Ha?